soboto popoldne je v mestnem parku v organizaciji Lekarn Maribor potekala dobrodelna nordijska hoja. Vsi udeleženci so si ob prijavi izmerili krvni tlak, na cilju pa jih je čakal brezplačen zdrav obrok. Da so se lahko starši v miru sprehodili, so za njihove najmlajše poskrbeli klovnesa ter Pika Nogavička in Gusar. Nekaj besed pa smo spregovorili tudi s Primožem Kozmusom, ki je pred kratkim dopolnil 31 let. Trikratni slovenski športnik leta je z udeleženci hoje izvedel ogrevanje, nas pa je seveda najbolj zanimalo, kaj mu je bolj spremenilo življenje. Izstop iz profesionalnega športa ali nedavno rojstvo hčerke. Vsako po svoje, ne? Zdaj, vsekakor, torej prekinitev kariere je bila, zdaj to leto je bilo za mene čisto sproščujoče, tako na vseh področjih, seveda, zdaj se je rodila mi hčerka, je pa spet drugače, ampak občutki so z obe strani dobri, tako da bi rekel, sam na dobro se obrača. Ko govora o rojstvu, je prvo pomisel neprespane noči, kako je kaj pri vas? Ne, jaz kar dobro spim, torej zaenkrat je čisto pridna, tako da ni problem. Nam lahko zaupate, kaj ste v bistvu počeli v zadnjem letu? Zdaj sem bil čisto izven športa, torej vse druge zadeve, samo šport ne. Seveda pustimo rekreacije drugo, ampak pač postavil sem si neke druge temelje za življenje za naprej in zdaj, rekel, lažje se diha. Kako pomembna pa je po mnenju Primoža rekreacija? Zelo pomembno in to mislim, da tudi ljudje si čezdalje bolj se zavedajo tega, torej vidimo na vseh teh dogodkih, ali je to kot današnjo ali kak tek, kolesarstvo ali bilo kaj se, torej čezdalje več ljudi tega udeležuje. In mislim, da torej Slovenija gre v tej smeri, torej, da živi zdravo in to je pomembno. Ne? To vsak človek spozna, ko se začne s tem ukvarjati, da vidi, da je potem dosti manj težav, ne? In potem si lahko bolj, rekel, torej lahko več delaš, več, vsak dan ti je lepši. Na kak način pa se sam rekreira? Počnem vse, ne vem, igram tenis, kolesarim, mal tečem, tudi kak nogomet, košarko, vse po malem. In to je to. To je najbolj pomembno, da se nekaj gibaš. Ali kaj pogrešate, tekmovanje in tisti stres vrhunskega športa? Stres ne, tekmovanje ja včasih, torej ta adrenalin. Kakšni načrti so kaj zdaj za prihodnost, s čim se boste ukvarjali? Pa grem dalje, torej zastavil sem si neke, rekel, v turizmu neke projekte in s tem nadaljeval tudi povezane s športom, tako da to bo moja smer naprej. Koliko kandidatov se je danes prijavilo na to vrsto rekreacije? Prijavilo se je 52 udeležencev, s tem, da je še nekaj takih, ki niso uradno prijavljeni in so se udeležili samo nordijske hoje. In zakaj prav nordijska hoja? To je, bom rekla, nek modern šport, ki je zdaj zelo aktualen in se mi zdi tudi, naredimo nekaj za telo, se razgibamo, mišice, vse, ki morajo delovati, tako da je nordijska hoja, se mi zdi res tista ta prava za vsakogar. Ob prijavi pobirate tudi simbolično štartnino, komu je namenjen denar? Štartnina znaša 5 evrov oziroma prijavnina, denar je namenjen društvu Tihi angeli. Tihi angeli je društvo za pomoč osebam z Rettovim sindromom. Ta Rettov sindrom je genska napaka, ki prizadene punce. Sedaj v društvu člani 35 deklic. Veliko primerov še pa ni znanih in tudi zdravniki še čisto vsi ne poznajo tega Rettovega sindroma.